Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljajte, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Hrabro drevo in novo šolsko leto. Pred nami je nova zgodba, ki vam bo pomagala, da se sprostite ter pogumno zakorakate v novo šolsko leto. Na robu velikega travnika je stalo mogočno drevo, ki je skozi leta zraslo visoko in bilo je močno ter trdno. Njegovo ime je bilo Drago. Svojo krošnjo je drevo segalo vse do oblakov, deblo pa je bilo čvrsto ter polno brazd, ki so pripovedovale o letih rasti in izzivov. Vendar pa to drevo ni bilo vedno takšno. Nekoč je bilo mlado drevo, ki ga je bilo strah rasti in sprememb. Vsako pomlad, ko so se drevesa okoli Draga razcvetela, je to drevo oklevalo. Skrbelo ga je, kaj bo prinesla nova sezona. Spraševal se je, kaj če moji listi ne bodo dovolj zeleni? Kaj, če se korenine ne bodo razširile dovolj močno? Kaj, če se ne bom izkazal tako kot ostala drevesa? Spremembe so se mu zdele strašljive
in vsako leto je bil poln vprašanj o tem, ali je dovolj močan za to, kar prihaja. Nekega dne pa se je k Dragu približal star hrast. Njegovo deblo je bilo mogočno in krošnja tako široka, da je nudila senco vsem majhnim drevescem spodaj. Hrast je opazil Dragovo negotovost ter ga nagovoril. Vem, da te skrbi, kako bo zrasel v naslednjem letu, vendar ti povem eno skrivnost. Rast ni nikoli popolna ali brez izzivov. Vsak nov list, vsaka nova veja, ki zraste, je del tebe. In vsaka sezona te naredi še bolj čvrstega. Drago je počasi razumel, da rast ni samo v tem, da postane popoln takoj, ampak v tem, da vsako leto poskusi biti boljši in boljši ter se naučiti nekaj novega. Vsaka tvoja napaka, vsak tvoj dvom je del tvoje poti do višine, je dodal hrast. Ko se srečuješ z nečim novim, kot so vetrovi in dež, se učiš ter rasteš. In to te naredi še močnejšega. Ko je prišla naslednja pomlad, je Drago začutil nekaj drugačnega. Tokrat ni bil prestrašen sprememb, ampak jih je sprejel. Z vsakim novim listom, z vsako novo vejo je drevo postalo bolj hrabro ter še bolj samozavestno. Vedelo je, da bo vsako leto prineslo nove izzive, a tudi nove priložnosti za rast. Vse večje nevihte je sprejelo kot del poti in sčasoma postalo eno najvišjih in najbolj hrabrih dreves na travniku, ki so ga občudovala vsa drevesa ter živali okoli njega. Drago se je naučil, da ni pomembno, koliko sprememb pride. Z vsako je postal močnejši ter modrejši. In vsako novo leto mu je prineslo novo priložnost, da postane še boljši. Dragi moji otroci, tako kot drevo Drago,
boste tudi vi v tem novem šolskem letu srečali nove izzive, se naučili novih stvari in postali še močnejši. Morda vas je strah, da ne boste vedno uspešni. Ali da bodo morda stvari težke. A prav vsako novo leto se vam ponuja priložnost, da rastete, se učite ter postajate modrejši. Ko pridejo težki trenutki, si zapomnite, da vas ti izzivi ne opredeljujejo, temveč vas krepijo. Prav tako kot dež in veter krepita drevesa. Vsaka naloga, ki jo opravite, vsaka napaka, iz katere se nekaj naučite, je del vaše rasti. Pogumno stopite v to novo šolsko leto. Ni pomembno, da ste popolni. Pomembno je, da vztrajate, se učite in sijajem pokažete, kdo ste. Srečno, moji dragi! Želim vam vse najboljše. Srečno!